Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izrabljaš iz nizkih raven. Poletni vročini na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srci, kjer potok izvira v skalovju hladen. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Lepo pozdravljeni, spoštovani občani, častni občani, nagrajenci, gostje, predstavniki občin. Skratka, pozdravljeni in dobrodošli prav vsi v Kranjski Gori. Nocoj je predvečer občinskega praznika, ki je letos precej okrogel. 7. avgusta mineva 120 let, odkar na Triglavu ponosno stoji Aljažev stolp. Letos je 20. praznik občine Kranjska Gora. 5 let pa mineva od odprtja Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. No, zgodba o tem, kako je Jakob Aljaž za en goldinar kupil vrh Triglava in kako je dal postaviti stolp, no to pripovedujemo prav vsako leto. Tokrat bomo Dovškega župnika podčrtali za eno od črtic iz njegovega življenja, avtorja Ivana Sivca. Na Dovjem mi je trdno stala ob strani moja nečakinja, velikokrat imenovana kar Aljaževa Micka, pa je bila v resnici Žagarjeva. Moja sestra Marija se je namreč poročila s posestnikom Žagarjem in v tem zakonu so bili rojeni 4 otroci. 2 sta kmalu umrla, eden od preostalih 2 pa je bila naša Micka. Nekateri so ji pravili tudi Farovška Micka. S to nečakinjo se je dalo dobro voziti. Včasih pa je bila tudi sitna kot podrepna muha. Stric, pa ne res, da ste vso mojo dediščino vtaknili v Triglavske goče? Odkot pa to? Na vasi so mi povedali, da sem imela dobro doto, pa da ste jo porabili za koče. Resnica je bila precej drugačna. Res sem bil zaradi Mickine mladoletnosti njen skrbnik. Moja sestra in njen mož sta se smrtno ponesrečila in tako sem bil prisiljen prodati vse Žagarjevo posestvo, dekleti pa oskrbovati kot njun skrbnik. Denarja ni bilo tako malo in nekaj sem ga tudi preložil na račun Triglavskih koč. Pri tem pa sem pazil, da njena glavnica ne bi pošla. Če povem še bolj natančno, denarja nisem zapravil za koče, sposodil pa sem si ga res, a sem vsega vrnil. Pa tudi sama Micka je bila svojega denarja vredna, dobrem in slabem pomenu besede. Kuhati je znala tako dobro, da se mi je že vdaleč videla, kakšno kuharico imam. Na vrtu in na polju je bila tako pridna, da so jo lahko s pridom imenovali Aljaževa. Moške pa je tako uvijala okoli prstov, da so se še meni smilili.
Nekega nedeljskega popoldneva je prišla k meni. Stric, zdaj boste pa morali dati tisti moj denar na svetlo. Poročila se bom. A res? Jaz kom pa, če smem vprašati, in kje boste živela? Jaz s Hansom, tistim planincem, ki je bil že 3-krat pri nas. Pravi, da me bo peljal na Bavarsko in da bom tam velika gospa. Ej, deklič, ne verjemi vsega. Zdi se mi, da ne znaš dobro tujega jezika, da bi lahko vsemu verjela. Samo izkoristiti te hoče, potem pa bodo spet dovje dobre. Hudo mulo je kuhala ves mesec. Z mano se je pogovarjala le tedaj, ko smo imeli ob nedeljah popoldne pevske vaje pri meni v župnišču. Po 2 mesecih smo zvedeli. Hans se je poročil. Doma je imel že 3 leta svoje dekle. No, si videla? Takole se lahko zaneseš na Nemce. Ni minilo niti pol leta, ko je padla drugemu turistu v objem, nekemu Čehu, Pavleku. Čehi so veliko hodili po hribih in so bili nasploh naši dragi gostje vse povsod. Videlo se je, da imajo v prsih mehko slovansko dušo. Nekega večera sem sedel pri harmoniju in komponiral novo pesem na Gregorčičeve verze, ko zaslišim pod oknom serenado. Nekdo je igral na violino, nekdo na kitaro, zraven pa je nekdo prepeval v češčini. Sapra bolj sem si rekel, kaj takega pa še nismo doživeli na Dovjem, da bi pod farovškim oknom imeli serenado. Kar malo se mi je sitno zdelo, kaj? Micka je bila v najlepših letih. Vedno je bila vsa načičkana in našpičena v tistih svojih belih bluzah in zarobljenih predpasnikih, pa ni bilo čudno, da so jo fantje tako obletavali. Prosim, Micka, če se čim prej pokažeš, drugače bo kdo še mislil, da podoknica velja meni. Vnela se je huda romanca, ki pa je trajala le slabega pol leta. Ko je Čeh delal je pri kopanju predora na Ljubelju, vasovat pa je hodil sem gor 3 ure, hoda deleč, bil premeščen zaradi prevelike ljubezenske utrujenosti na drugo delovno mesto, je izpuhtela tudi vsa njegova ljubezen. No, zdaj v Farožu vsa ne bo prišlo do zibanja, sem rekel Micki, ki se je 14 dni skupaj drla kot jesihar. Čeh si je na začetku javljal vsak teden za razglednicami, pozneje pa je čisto pozabil na njo. Micka pa je bila tudi tako trmasta, da ga ni hotela iti obiskat na novo delovno mesto nekam v Visoke Tatre. Saj ve, kje sem. Če me ima kaj rad, bo že prišel za menoj. Pa ni prišel. In tako se je končala tudi druga velika Mickina ljubezen. Tretjo je doživela s Pašbarjevim Janezom iz Mojstrane. Bil je pošten in priden fant. Edino le predrzen je bil tako, da je šlo kar malo čez rob. Nekoč sem ga našel v svoji omari. Na hitro sem prišel iz cerkve po neke papirje, da bi se z županom nekaj zmenila in glej ga spaka, v moji omari je stal Janez. Take sem mu napovedal, da so še mene bolela ušesa. V vas je od tistega časa naprej zahajal bolj previdno, kljub temu pa je že dišalo po poroki. Stric, denar pripravite, z Janezom bova kupila hišo na Jesenicah. Pa spet ni bilo nič iz tega. Zgodila se je velika nesreča. Na poti izpod Rožce ga je zasul snežni plaz. Če bi zvedel pravočasno, bi ga morda lahko še rešili. Pa so vsi mislili, da se Janezu ne more nič zgoditi in nihče ni pomislil, da je kaj narobe, ker ga ni domov. Bil je tako žalosten pogreb, da je vsa vas jokala. Micka se je v enem dnevu postarala za 10 let. Po tistem se je čisto umirila in se zaprla vase. Na mesto, kjer si je ponesrečil fant, pa je kar naprej nosila rože. Pozneje ni bila nikdar več taka kot v mladih letih. Sčasoma se je pobrala, dekliškega veselja pa ni bilo več v njej. Vseeno pa je rada sprejemala goste. Rada je vsakomur postregla kaj sladkega iz svoje kuhinje. Zelo rada pa je tudi prepevala. Pozneje samo otožne pesmi. Ničkolikokrat vodila pevske vaje namesto mene, ves čas pa je igrala tudi na orgle v cerkvi. Brez tebe, Micka, bi pol manj naredil po planinah, sem ji večkrat priznal.
Ona pa se je samo zagledala skozi okno in v mislih pohitela k svojemu Janezu pod plazom. V poznejših letih je največ časa preživela ob spominski knjigi, ki jo je podaril eden od prvih ženinov. Ko se je predala spominom, je ure in ure listala po njej in točila grenke solze. Spominsko knjigo je rada pokazala tudi meni. Od vseh zapisov mi je bil najbolj všeč Mlakarjev. Še v letih, ko je bila najbolj cvetoča, ji je zapisal: Dekle, pametnucaj, gvnt pa šparaj. Sam pa sem videl, da je imela spominsko knjigo največkrat odprto na strani, kjer je bil Janezov verz. Micka, ti si na svetu najbolj luštna stvar. Nekoč boš moja, če bo hotel gospodar. Gospodar življenja pa je imel z našo Micko drugačne načrte. Ostala je do konca dni faroška Micka. Tole pa ne v imenu faroške Micke, pač pa v imenu slavljenke občine Kranjska Gora. In sicer nekaj stavkov namenjenih gostov iz tujine. Dear guests from abroad, let us explain to you that Kranjska Gora celebrates. On the 7th of August 1895, the famous priest of Dovje, Jakub Aljaž, ordered to build a metal tower on Slovenian highest mountain, Triglav, today well known as Aljaž Tower. Each year, the evening before the feast here on the square in front of the church is reserved for the ceremony with the award giving to community citizens and with cultural program. Dear guests, we are honored with your presence here. Dobrodošli. Hvala vsem, ki svojo prisotnostjo na trgu slavite trojni jubilej občine Kranjska Gora, ki ga bosta danes polepšala svojim nastopom Manca in Benjamin Izmajlov. Benjamin, prosim.
Ja, tudi mi ne bomo čakali na maj, prisluhnili bomo kar zdaj. In sicer besedam župana občine Kranjska Gora, ki bodo spletene oziroma vpletene v njegov slavnostni govor. Gospod župan Janez Hrovat, prosim. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, naša dva častna občana, gospa Marica, gospod Vit, gospod Jože Kotnik, bivši župan občine Kranjska Gora, gospoda Šimenc in Juvan na balkončku, gospoda iz Kranjskogorške in Dovške fare, vsi ostali svetniki, svetnice, pa seveda tudi podžupan občine Jesenice ga vidim in vsi ostali visoke gostje, en lep dobročer v Kranjski Gori. V Kranjski Gori, ki je praznično obarvana te dni, na predvečer občinskega praznika. Veliko čast in ponos mi je, da lahko danes spregovorim par besed kot uvod v slovesnost ob 20. obletnici občine Kranjska Gora. Še kako živo se spomnim slavnostne seje in prve obletnice nove kranjskogorske občine pred 19 leti na Kredarici. Kako polni smo bili veselja in upanja, koliko načrtov smo imeli z našo novo občino in dolino, ki jo je takrat v prvem mandatu vodil župan Jože Kotnik. In kot bi trenil z očesom, smo se včeraj spet vrnili z Kredarice, kjer smo skupaj s svetniki zaposlenimi na občinski upravi, gosti in novinarji, svečano mašo in sejo občinskega sveta počastili že 19. obletnico oziroma, oprostite, 20. obletnico občine Kranjska Gora. Resnično ponosen sem na udeležbo 11 svetnikov, ki so vsi po vrsti prišli na našo največje ležečo planinsko postojanko peš. Ter se s tem dejanjem priklonili ideji dovškega župnika Jakoba Aljaža, ki je leta 1895 natanko pred 120 leti na vrhu Triglava postavil stolp, kasneje poimenovan po njem, in s tem za zmeraj iztrgal vrh iz rok Nemcev, ki so hoteli takrat ponemčati našo Slovenijo in tudi Julijske Alpe. Ker je bilo za to slovensko planinstvo simbolično dejanje, vrh pa je bil na območju Dolgega in občine Kranjska Gora, smo izbrali 7. avgust za občinski praznik. Sicer ne smemo pozabiti, da je naša občina obstajala že veliko prej, in sicer od leta 1849, ko je avstrijska vlada uvedla občinske odbore in z njim tudi župane. Zgodba se je nadaljevala šele leta 1994 z zakonom o ustanovitvi občin. Takrat smo spet postali samostojna občina in nadaljevali pot manj ali bolj uspešno vse do današnjega dne. In ker je jutri nov dan, je treba zreti v prihodnost. Stvari, ki so bile do včeraj aktualne, in ponudba, ki je bila do včeraj dobra, je z globalizacijo izgubila svoj čar. Bivši nezahtevni trgi nekdanje Jugoslavije so postali zgodovina in z globalizacijo smo vstopili na nova tržišča. Na nova tržišča, kjer bo možno preživeti le z drugačnimi in svežimi idejami, pridnostjo in iznajdljivostjo, pa naj bo to v gospodarstvu, kmetijstvu ali turizmu. Vesel sem, da se v krajih, kjer je bila vsaka nova ideja obsojena na propad, in da v državi, kjer se ni dalo s pridnostjo narediti skoraj nič, ljudje ponovno upajo in se veselijo z mano. Lepo je, da se vsi skupaj zavedate sedanje situacije v občini, mogoče zgodovinske priložnosti ob krizi, ki jo preživljamo, in verjamemo, da moramo začeti pisati novo zgodbo za ljudi in našo dolino pod Triglavom. Čas je, da stvari vzamemo v svoje roke in ne čakamo na odrešitelje od drugje. Prav nihče ne bo prišel v naše kraje, da bi nam pomagal, ker smo mu tako všeč ali ker se mu mogoče celo smilimo. Nihče naših krajev ne pozna bolje kot mi in nihče jih nima raje kot mi. Lepo je srečevati zadovoljne ljudi in mladino, ki mi v svoji prešernosti ponovno daje upanje in vero v naše lepe kraje pod Julici. In ker je
v tej zgodbi o uspehu. Ker v tej zgodbi ni prostora za polovičarstvo, se moramo vseh stvari v življenju lotevati z vso močjo, z vsem žarom in energijo. Poskušajmo v teh letih, ki prihajajo, pozabiti na besede ne gre, ne morem in se ne izplača. Dokažimo vsak na svojem področju s svojim delom, da se z voljo doseže tudi nemogoče. Uredimo svoj dom, okolico in pokažimo, kako je lahko urejena cela naša dolina. Verjemimo v danosti in lepote naših krajev, tako kot so to verjeli naši predniki z Jakobom Aljažom na čelu. Ob tej priliki bi rad vsem prisotnim še enkrat čestital ob dnevu občine, 20-letnici, in vas povabil, da se drugo leto srečamo v Mojstrani na osrednjem prireditvenem prostoru, ki upam, da bo v tem času drugega leta že dograjen. Hvala. Poslušala sem vaš govor, gospod župan, in sem pravkar zamenjala vrstni red pesmi, da bo pasala na vaše besede. Avsenikova čez zelene trate.
Naj tudi letošnjo praznovanje okrasi priznanje. In ker so vse naj stvari tri, bo tudi letošnjih priznanj natanko toliko, torej toliko kot je letošnjih kranjskogorskih jubilejev. Ponovno vabim gospoda župana, da se nam pridruži na odru in da skupaj zvabimo na oder prvega nagrajenca. Ki pa je Mirko Rabič. Mirko Rabič je večino svoje delovne dobe pridelal v jeseniški železarni in se po 40 letih upokojil. Malo je ljudi, ki imajo prehojeno tako pestro vzporedno pot, več kot 40 let v različnih organizacijah in društvih, za kar bi si prislužil še en penzion. Toda to je plačilo le beseda hvala. Hvala je moč izreči tudi s priznanjem, kot je priznanje občine Kranjska Gora. Mirko Rabič je imel v svojih 4 aktivnih desetletjih 3 velike ljubezni. Kulturo, Sooblikovanje kakovosti življenja in bivanja, kar je uresničeval z delom v organih občine in krajevne skupnosti. in delovanjem v društvu upokojencev. Kulturi je posvetil kar 35 let v KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Več kot 20 let je društvu predsedoval, ostale leta pa je bil podpredsednik, tajnik ali upravnik doma. Vodil je projekt celotne prenove doma, napisal, oblikoval in izdal kroniko 90 let kulturne dejavnosti na Dovjem in Mojstrani. 3 mandate oziroma 12 let je bil v občinskem svetu. V prvem mandatu je kot član statutarne komisije aktivno sodeloval in pomagal postavljati temelje tedaj nove občine. Deloval je v več odborih in komisijah občinskega sveta, več mandatov je bil član sveta krajevne skupnosti. Mirko Rabič je bil 10 let predsednik društva upokojencev, kjer je aktivno sodeloval in oblikoval delo društva. Kot organizator in tekmovalec je sodeloval na številnih športnih tekmovanjih. Začel z organizacijo in izvedbo prireditev ob dnevu starejših. Organiziral vsakoletne izlete članov starih 80 in več. Obiske v domovih starejših na Jesenicah in v Kranjski Gori. Skrbel za redno vzdrževanje klubskih prostorov, veliko pripomogel, da je bilo s pomočjo občine zgrajeno prekrasno balinišče v Mlačci, najzaslužnejši pa je zagotovo za uvedbo projekta Starejši za starejše. Naštevanje podatkov morda zveni suhoparno, pa vendar pričajo o 40 letih dela, neštetih urah odrekanja in darovanega prostega časa. Vseh aktivnosti, ki jih je še poleg tega izvajal, skoraj ni moč našteti. Od članstva v upravnih odborih različnih društev, deloval v klubu OZN, Društvu prijateljev mladine, odboru za Aljaževe dneve, Zvezi kulturnih organizacij, odboru glasila Zgornjesavcev, organih upokojencev na medobčinskem, pokrajinskem in državnem nivoju. Mirko Rabič je v svojih nastopih umirjen, konkreten in realen. V vsem njegovem delovanju so v ospredju človek, občan, krajevna skupnost, občina, njihova dobrobit. Za več kot 40 let delovanja v smeri uresničevanja opisanih ciljev na različnih področjih dela si Mirko Rabič več kot zasluži predlagano priznanje občine Kranjska Gora. Res velike stvari, ki jih je Mirko počel. Jaz mislim, da vse, kar je Frank povedal, tudi ni še čisto vse, ampak jaz upam, da s tem priznanjem občine Kranjska Gora, da ne bo njegov elan padel, da bo še zmeraj aktiven na vseh teh področjih in da bo še zmeraj na Dovjem držal skupaj kulturno, upokojensk in še marsikakšen drug življenje in res tako aktivno, vsaj še 10-15 let sodeloval tudi v občinski zgodbi. Hvala.
Iskrene čestitke, gospod Mirko. Ja, jaz bi pa rada podtaknila eno istočnico tudi vam, in sicer bo eno priznanje za 3 ljubezni dovolj. Ja, mislim, da še preveč. Ta hvala ni nikoli dovolj velik in zares mislim, da ga tole priznanje izreka in pa tudi aplavz vseh prisotnih na tej slovesnosti. Še enkrat iskrene čestitke. Če mi dovolite 2-3 stavke. V to priznanje, za katerega se iskreno zahvaljujem, stoji mnogo posameznikov, ki so delovali te 40 let z menoj in brez katerih seveda današnjega nocojšnjega priznanja verjetno ne bi nikoli prejel. Še enkrat hvala vsem, še enkrat hvala, mnogo vas je bilo, mnogo jih je bilo in upam, da bomo v prihodnje še kdaj sodelovali. Čeprav moram reči, da 40 let je bilo pa kar dovolj. Še enkrat hvala lepa. Prejemnik priznanja občine Kranjska Gora je Matija Krznarič. Matija Krznarič se je že v letu 1944 vključil v odporniško gibanje proti okupatorju in do konca vojne vestno opravljal dolžnost kurirja in obveščevalca v domačem okrožju. Takoj po koncu vojne, v letu 1946, se je včlanil v planinsko društvo Dovje Mojstrana, torej v času, ko je bilo potrebno obnoviti delovanje društva na vseh področjih. V tem obdobju sta bila v društvu ustanovljena alpinistični odsek in postaja gorske reševalne službe, gospodarski odsek pa je prevzel upravljanje Staničevo kočo, ki je vojno obdobje preživela precej opustošena. Zato je bilo potrebno veliko obnovitvenih del, pri katerih je Matija Krznarič Mato izdatno sodeloval. Ko je društvo prevzelo v oskrbovanje Aljažev dom v Vratih, se je po odslužitvi vojaškega roka vključil v delo gospodarskega odseka društva in v njem deloval skoraj 50 let. Kar 40 leta pa je bil član upravnega odbora društva. V tem času so bila izvedena številna dela. Med njimi je obnovitev Aljaževega doma v letu 1979, zgrajena je bila nova Šlajmarjeva koča, izvedena elektrifikacija doline Vrat, čistilna naprava za Aljažev dom in obnovljena zimska soba ter oba bivaka. Pri vseh naštetih delih je Mato aktivno sodeloval in bistveno pripomogel, da so planinske koče v Vratih posodobljene, z napeljavo elektrike je omogočil zgradnjo čistilne naprave ter s tem pokazal odgovoren odnos do narave. Mato Krznarič še vedno aktivno deluje v društvu pri nalogah povezanih z upravljanjem Aljaževega doma. Kot preporščak ponosno zastopa društvo na različnih prireditvah. Od leta 1980 vzorno kot gospodar skrbi za vzdrževanje doma bratov Mlakar v Vratih, ki je v lasti Zveze borcev za vrednote NOB Dovje Mojstrana. Pomemben pa je tudi prispevek Matije Krznariča na športnem področju. V času razcveta mojstranskega zimskega športa je bil v letih 1950 do 1960 reprezentant Jugoslavije v smučarskih skokih. Potem pa se je posvetil sodelovanju v tekmovalnem odboru OK Planica. Pri organizaciji velikih športnih tekmovanj v Planici, ker je bil od leta 1960 do 1970 vodja naleta in potem do leta 1984 štarter na odskočni mizi. Še vedno pa skrbi za materialno službo. Matija Krznarič je v obdobju 1960 do 1980 z vso zavzetostjo in predanostjo sodeloval pri organizaciji smučarskih tekmovanj v Mojstrani, ki jih je organiziralo domače društvo. Saj je bilo to tudi obdobje, ko je bila Mojstrana v zimskem času prizorišče številnih smučarskih tekmovanj, tako v smučarskih tekih, kot kasneje predvsem v alpskem smučanju. S tem je pomembno prispeval k razvoju zimsko-športnega turizma v kraju.
Matijo Krznariča, priljubljenega Matota, krajani poznamo predvsem kot človeka, ki sodeluje pri različnih prireditvah v kraju. Je aktiven gasilec, veteran, predvsem pa človek, ki rad vsakomur priskoči na pomoč. Matija Krznarič Mato si zaradi vsega navedenega zasluži priznanje občine Kranjska Gora. Iskrene čestitke, gospod Krznarič. Res ponosni smo na take korenine, kot ste vi. Tudi vi ste bil res v velikih društvih aktiven, zelo prepoznaven iz Planice. Še kot mlad se spomnim, da je bil zmeraj v zobeh planiških delavcev Mato Krznarič. Nisem ga osebno poznal, slišal sem pa veliko njemu, zdajle pa še enkrat čestitke in še veliko uspeha v življenju. Mato, dokazali ste, kako dober skrbnik ste. Zato boste zagotovo znali poskrbeti tudi za tole priznanje. Kakšno mesto bo dobilo v vašem srcu? Ja. Dobro, kaj pa hočeš drugega reči? Vene si pa zahvaljujem občini Kranjska Gora za to mojo plaketo, ker v svojem življenju nikdar nisem pričakoval, da bom kdaj od občine kakšno plaketo dobil. In zdaj na oder vabim damo, da ji priznanje damo. To je Otilija Mertelj. Otilija Oti Mertelj je članica Planinskega društva Gozd Martuljek od mladih let. Že kot nadobudni mladenki so ji zaupali funkcije v upravnem odboru. Najprej je bila blagajničarka, kasneje se je ukvarjala z mladimi. Skoraj celo desetletje je bila predsednica. Bila je pobudnica raziskovanja o delovanju mladih v planinski društveni dejavnosti. Mladi so pod njenim vodstvom začeli sami organizirati izlete, tabore, plezanje na umetni steni, vzorno sodelujejo s sosednjimi mladinskimi odseki. Aktivnost je bila tako obsežna, da je društvo leta 2004 ustanovilo svoj mladinski odsek, ki je leta 2005 postal polnopravni član mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Svojo zagnanostjo in pridnostjo je bila zgledan vzor svojih hčeri Sari, ki je prevzela skrb za mladinski odsek. Leta 1994 je društvo začelo z gradnjo umetne plezalne stene, ki je bila dana v uporabo leta 1996. Oti Mertelj je sodelovala v gradbenem odboru za postavitev spominskega obeležja po nesrečenih gorah v Jasenjah. Svojo neustavljivo energijo je pripomogla, da je spomenik hitro postavljen. Odkritje je bilo že leta 2007. Pred njimi je vedno cvetje, kar je Otina zasluga. Sodelovala je pri prenovi večnamenskega igrišča, ki je bilo od leta 1987 urejeno za igranje tenisa, kasneje pa kot ledena ploskov. Za krajevni praznik leta 2010 so uradno odprli igrišče z novo podobo, z asfaltno površino, koši za košarko in goli za nogomet. Leta 2010 je bil na njeno pobudo v društvu ustanovljen odbor za varstvo gorske narave. Vanj je vključenih kar precej ljubiteljev narave, gozdov in cvetja. Skupaj obiskujejo predele bogate s cvetjem in kujejo nove načrte. Novembra 2014 je bilo slavnostno odprtje nove gozdne poti Rute. Začeli so tudi z izvajanjem projekta Ohranitveni ukrepi za orhidejo Lepi čeveljc. Ob 50-letnici društva je Oti Mertelj aktivno sodelovala pri organizaciji slovesnosti in izdaji biltena. Prav tako je bila leta 2009 pobudnica slovesnosti ob 60-letnici društva, pod njenim budnim očesom pa je nastajal tudi novi jubilejni bilten.
Oti se udeležuje vseh akcij društva, kot planinka, hkrati pa je dragoceno njeno poklicno znanje za nudenje prve pomoči. Vsako leto je poskrbela, da so se podporni člani, starejši, ki ne morejo več aktivno sodelovati, srečali in preživeli nekaj lepih skupnih ulic. Otilija Mertelj je prejemnica bronastega, srebrnega in zlatega častnega znaka Planinske zveze Slovenije. Pred 3 leti pa je planinsko društvo prejelo priznanje občine Kranjska Gora. Oti Mertelj idej nikoli ne zmanjka. Niti sedaj, ko je mesto predsednice prepustila mlajšemu in je članica nadzornega odbora. Vsa ta leta je bila gonilna sila planinskega društva in uspešna krajanka Rut Gozd Martuljka, ki je pripomogla k razvoju vasi. Zato ni čudno, da so bili člani upravnega odbora planinskega društva Gozd Martuljek soglasni predlagatelji Otilije Mertelj kot prejemnice priznanja občine Kranjska Gora. Oti Mertelj, prava naslednica Jakoba Aljaža v Martuljku, po domač Rutah, meni zelo draga znanka, res srčna planinka, meni mogoče še bolj poznana kot rešiteljca moje noge, medicinska sestra. Dolge dni sva gledala tole mojo nogo po težki poškodbi pred 4 leti, nisem vedel, a jo bom obdržal, mi bojo odrezali jo in zoti previjala to zadevo še dolge mesece, potem sem prišel z bolnice, kjer sem bil 2 leti, tako da, če bi mogel, bi jaz dal še kakšen drug priznanje, ampak ne bo danes samo planinsk. Hvala. Gospa Oti, smo slišali, ima polno idej in tudi polno priznanj. Pa me zanima, kakšne ideje se utrinjajo ob temle priznanju. Prosim. Da bo treba še naprej delati, tudi če nekaterim pač to ravno ne diši. Ker imam pa precej močno spremljevalno ekipo iz Rut, iz planinskega društva, mi dovolite samo nekaj besed. Najlepša hvala za podeljeno priznanje, ki mi je v zadovoljstvo, ponos in pa veselje. Iskrena hvala predlagateljem občini Kranjska Gora, ki so opazili in prepoznali moje delo. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste predlog za občinsko priznanje sprejeli, ga potrdili. Prav gotovo rezultati pri delu društva niso odvisni samo od enega človeka. Uspešni smo le ob podpori in sodelovanju vseh članov, zato hvala vsem dosedanjim predsednikom Planinskega društva Gozd Martuljk, članom upravnih odborov, članom društva, da se je društvo ohranilo in pa uspešno delovalo skozi vsa ta obdobja. Ostati in pa obstati 66 let je v teh kriznih časih za društvo dragocenost. Zato je danes ne samo zame, ampak tudi za vse rutaške planince poseben dan, saj smo vsi skupaj prijeli priznanje za prostovoljno delo, prosti čas in našo predanost planinstvu. Planinstvo nam daje priložnost za najbolj dostopno rekreacijo v naravi, ki pripomore k zdravju, sprostitvi v vseh življenjskih obdobjih. Poleg hoje je planinstvo varovanje okolja, kulturno poslanstvo, prostovoljstvo in tudi del turistične dejavnosti. Hoja v hribe pomeni druženje, negovanje vrednost, nas oplemeniti z novimi doživetji, pripadnostjo in medsebojnim spoštovanjem. In za zadovoljstvo niso vedno potrebne samo materialne dobrine ali pa denar, zadovoljstvo lahko dosežemo tudi z majhnimi koraki, ki so večkrat pomembnejši in vodijo k notranji sreči in miru, in to lahko dosežemo z obiskom narave. Gore so naši molčeči učitelji, ne razpravljajo, ne dokazujejo, ne prepričujejo, ampak nas vabijo, da jih obiščemo. Hvala lepa.
Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. In zdaj nagrada za vse. Koncert Mance in Benjamina Izmajlova. Manca Izmajlova, Benjamin Izmajlov. Jo kdo ne pozna? Po končanem študiju v Londonu je Manca Urbant zelo hitro postala znana v Sloveniji. Poleg petja je začela soustvarjati in voditi televizijsko oddajo. Potem, ko je spoznala svojega bodočega moža Benjamina Izmajlova, ki je takrat v Moskvi študiral violino, se je odločila prekiniti svojo kariero v Sloveniji in nadaljevati študijem. Preselila se je v Moskvo in začela študirati operno petje na Akademskem glasbenem koledžu Čajkovski. Pred odhodom iz Moskve sta z možem tam posnela 2 albuma, Slovanska duša 2007 in Slovensko srce 2008, s katerim sta doživela velik uspeh v Sloveniji. Platinasto naklado. Album Slovensko srce je postal uradno darilo slovenske vlade med predsedovanjem EU 2008. Do današnjega dne je Manca Izmajlova nastopala že praktično po vsem svetu, skoraj 1000 koncerti in nastopi. Njena posebnost je, da poje v 20 jezikih. Violina njenega moža pa govori univerzalni jezik glasbe. Dame in gospodje, Manca Izmajlova. Benjamin Izmajlov. Uživajte! Naj bo pomlad, ko priklivat, nasula misla bo svoje zlato. Naj bo jesen, ko dež meglin, prepival bo svoj spev ledin. Naj zima bo se pa lahko že malo zraven zapojete počasi. So same take, ki jih poznate. Lipa zelenila je, tam dišičem gaju, svitje me posipala, djal sem, da sem vraj.
veje raztezavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca sigala globoko, veje raztezavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca sigala globoko. Ptičice je lipica, sinčico vabila, kadar ležal sem pod njo, me je ohladila. Zdaj pa nam je ribica skoraj ovenila, cvetje listje zeleno, zima ji je vzela. Zdaj pa nam je ribica skoraj ovenila. Spavaj, moja ljubica, dolgo ne boš spala. Nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala. Zopet bodo ptičice, ptičice vesele, pesmi prepevale, veselo žvrgolile. Zopet bodo ptičice, ptičice vesele, pesmi prepevale, veselo žvrgolile. No, še ena iz venčka najlepših slovenskih ljudskih. Tudi ta zelo paše v moj najlepši pogled iz odra, kar sem jih kdaj imela. Po jezeru blizu Triglava. Mile ptice po dolini
In pa kot eno majhno presenečenje, ena ruska pesem. Kranjska Gora je zelo povezana z Rusijo. Še vedno bo, jaz mislim, da vedno bolj bo, sploh ob teh visokih obiskih, vedno višjih, ki prihajajo. In rada bi zapela eno pesem, ki se navezuje na vojni čas. Imenuje pa se Ždi minja, čakaj me. Čakaj me, ko bo padal sneg, čakaj me, ko bo žgalo sonce, čakaj me, ko drugih ne bodo več čakali. Samo čakaj in za svojim čakanjem me boš rešila. Ždi minja. Жди,
Končala pa bova z nekaj pesmimi iz najlepše slovenske popevke. Lahko bi rekli, da so že čisto ponarodele. Najmlajša med njimi je slovenskega naroda sin oziroma hči. Pred dobrim mesecem in pol sem imela čast nastopiti na poletni noči posvečeni Elzi Bodal in resnično je bil to imeniten dogodek, razprodana dvorana in mislim, da si je še kako zaslužila tiste nekaj minutne stoječe ovacije za vse, kar je lepega napisala v svojem življenju. Slišali boste seveda tisto najbolj znano, ki paše v nocojšnji prelep večer, poletna noč. Poletna noč, bila je najin dom, vse stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih bilk,
za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev žar strasti, vse mine, vse ostane izpoznan in prgišče sam. Spominov sto za stare dni, pridi kdaj po meni z ognjem v očeh. Bova ljubila se vso noč, pridi kdaj pa poljub in nasmeh. Vsak zase zdaj živiva srečna sva, samo na videz kdaj kot si ljudje, mlada kot prej. Ne bova več, sedam se tam za eno noč, pridi kdaj po meni z ognjem v očeh. Bova ljubila se vso noč, pridi kdaj pa poljub in nasmeh. Vsak zase zdaj živiva srečna sva, samo na videz kdaj kot si ljudje, mlada kot prej. Ne bova več, sedam se tam za eno noč, za eno noč, poletna noč. In pa še pesem, s katero bova nocoj končala ta prelep večer. Res je tudi za naju tako posebno vzdušje. In vesela bova, če boste zraven zapeli, ker je to zares pesem, ki jo vsak Slovenec pozna in zna. Naj zaključim s to mislijo. Dan ljubezni. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni, če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skriv si ga tja na srčno stran, pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne vidiš.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat ista, do takrat pa malo vi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. In iskreno rečeno, zdaj je daleč od tega, da bi bil vaš praznik prazen. Napolnili smo ga s prazničnimi mislimi, priznanji, glasbo. In to je natanko pravi trenutek, da se polni lepih vtisov poslovimo in lepo preživimo preostanek predprazničnega večera. Preden pa vam rečemo lep večer in nasvidenje, pa vam povem še, da vas gospod župan vabi na požirek, ker ste najbrž že žejni, morda tudi kakšen košček kruha ne bo manjkal. Srečno in lep večer še naprej. Nasvidenje, srečno.